to je verjetno najboljši center za gorsko vojskovanje v Evropi v tem delu. Ja. Zdaj mineva približno 5 let, točno je bilo leta 2004, ko je Zveza NATO prepoznala Slovenijo kot možno tržno nišo za razvoj gorskega bojevanja. Po prvem raziskovanju tržišča glede zmožnosti gorskega bojevanja smo pravzaprav ugotovili, da vsaka mirovna operacija vsebuje elemente tega gorskega bojevanja, vsaka sodobna vojaška operacija. Bistvene prednosti so v tem, da pri centru odličnosti gre za združevanje že oblikovanih zmogljivosti. Torej, mi ne ustanavljamo v bistvu nič novega, ampak združujemo zmogljivosti, ki so že oblikovane tako v Sloveniji, kot v državah, ki bodo z nami sodelovali. Zveza NATO je ta model prepoznala, gre za novo obliko centra odličnosti, ker gre za večnacionalno obliko, ki deluje na principu vodilne države. Tako da vsaka od držav, ki sodeluje v centru, vključno s Slovenijo, nekaj prinaša in veliko odnaša. Glavno sporočilo je pa, da standardizacija ter povezljivost med temi državami je lahko vodilo do skupnega napredka vseh 4 stebrov, ki jih bo center podpiral. To so pa doktrine, razvoj, standardizacija, učenje iz izkušenj ter izobraževanje in usposabljanje. To je zelo ambiciozna in težka naloga, vendar s pravim mreženjem v nacionalnem in mednarodnem okolju mi računamo, da nam bo cilj vzpostavitve NATO centra uspel, kot smo si ga zamislili leta 2015. Koliko tečajnikov je že šlo skozi vašo šolo? Do sedaj smo v času delovanja gorske šole in nacionalnega centra odličnosti usposobili približno 1600 tečajnikov, skupaj na približno 40 tečajih. Usposabljali smo tečajnike iz PFP držav, iz NATO držav ter ostalih, med katerimi ne omenim tudi Kitajsko. Dosedanji odziv tečajnikov, predvsem pa držav, iz katerih so ti tečajniki prihajali, je zelo pozitiven. Mi se v svojih tečajih, poleg tega, da so usmerjeni v nekaj več, se pravi v tržno nišo gorskega bojevanja, smo se tudi sposobni prilagoditi zahtevam, ki jih posamezniki oziroma skupine, ki so pri nas na usposabljanju in urjenju, pred nas postavijo. To pa je tudi ena taka moderna oblika sodelovanja, kajti le ta način tudi omogoča prilagajanje vedno bolj spreminjajočim se mednarodnim operacijam. Ta današnji podpis pogodbe pa konkretno pomeni določeno že število tečajnikov iz posameznih držav? Ne, to tega še ne določa. Tečaji ne bodo potekali samo v Sloveniji. Večnacionalni center odličnosti pravzaprav je, recimo temu, tržna znamka, ki bo svoja usposabljanja in svoje storitve lahko izvajala tudi v tretjih državah. Ne samo v državah članicah, ampak tudi na območju recimo jugovzhodne Evrope, ki je ena od prioritetnih regij Republike Slovenije, pa tudi Ministrstva za obrambo. Jaz bi imel še nekaj. Sestava centra bo tudi, bi rekel, večnacionalna, ne tako? Da. Se pravi, inštruktorji bodo tudi iz drugih držav, se pravi teh podpisnic. Tako je. V prvi fazi, recimo temu, v tej prvi fazi do leta 2015 bodo tuji pripadniki sodelovali v okviru delovnih skupin ter pri izvedbi tečajev. Ne bomo pa imeli še rezidenčno nastanjenih, se pravi v Sloveniji nastanjenih pripadnikov, ampak bodo ti prihajali v okviru delovnih skupin, konferenc, posvetov in potem tudi skupnih urjenj, kar nam omogoča precej bolj elastično. Zdaj v dobi novih možnosti elektronskih povezav tudi smatramo, da ni potrebno, da je nekdo rezidenčno nastanjen, kajti po dogovoru in po usklajevanju vsebin le to lahko poteka tudi nadaljavo z modernimi elektronskimi pripomočki. Vojašnica Bohinjska Bila nam omogoča oboje, omogoča nam tako delo v pisarni kot delo na terenu. V drugi fazi pa je predvideno, da bodo določeni inštruktorji tukaj nastanjeni, ne tako? Tako je. Z ustanovitvijo NATO centra odličnosti se ta razmerja nekoliko spremenijo. Naj povem, da NATO centra odličnosti pravzaprav predstavlja, danes ti NATO centri odličnosti predstavljajo neodvisne vojaške organizacije. Naš večnacionalni center odličnosti je še vedno v liniji vodenja in poveljevanja Slovenske vojske. NATO center odličnosti pa predstavlja organizacijo, ki mora biti sposobna samostojno, tržno živeti med poveljstvenimi enotami zavezništva in tudi partnerjev. Kakšen bo pa delež, bi rekel, pripadnikov drugih držav, se pravi v tem personalu centra? To se še niste odločili ali kako? Ne, to je odvisno od dogovorov. Po
Po običajnih dogovorih Slovenija zagotavlja celotno podporo delovanja centra. Od posamičnih držav pa je potem odvisno, koliko častnikov in počastnikov ta center prispevajo. Udeležba države v centru, NATO centru odličnosti je vezana tudi na finančno dotacijo te države, kajti od tega potem ta center živi. Brigadir Pograjc je omenil, da je Hrvaška, bi rekel, izraža interes za priključitev v ta center. Pa me zanima, je še kakšen interes iz strani kakšne druge države, ne? Tako. Da, mi smo na prvem sestanku v novembru 2009 imeli predstavnika kar 16 držav. Jaz osebno sem vesel, da ta pobuda oziroma ta naš center, da bo predvsem najprej regionalnega značaja. Kajti ne glede na to, da je namenjen predvsem Zvezi NATO in partnerjem, je zelo pomembno tudi, da v regiji najprej odigramo, se pravi najprej na domačem okolju, na domačem terenu, odigramo pomembno vlogo, šele potem pa tudi zagotavljamo za NATO države. Naj omenim, da so med resnimi kandidatkami države kot so Nemčija, Turčija, Kanada. Pričakujemo odziv še nekaterih drugih držav, ki jih sicer tukaj ne bi omenjal. Od nas je pa odvisno, kako bomo sposobni, se pravi, dopolnjevati center z novimi državami, na kakšen način jih bomo vključevali. Vse skozi so vrata v center odprta za prihode, upam, da ne tudi za odhode, vendar Slovenija, Slovenska vojska kot vodilna država v centru bo morala znati obdržati in pa pritegniti nove države članice.